Zdaj pa k lepšim novicam. Zelo lepim novicam. Presneto lepim novicam. Guinness baby, yeah! Založba Učila je izdala in predstavila novo Guinnessovo knjigo rekordov 2025, v kateri je 2115 novih rekordov, med njimi je vključenih tudi 7 slovenskih, ki predstavljajo najdlje živečo dvoživko, odboje v košarki in najdaljšo pogovorno televizijsko oddajo. Sem pa mislil samo o pivu pogovarjali. Dobro. Pa rekordi. Kaj čmo? Se pravi, smo Slovenci kar uspešni na tem področju. Kaj? Dvoživka, košarka, najdaljša TV oddaja, to so 3 od 7, se pravi, kaj imamo še najdaljšo kolono na meji za Istro? Največ zamenjanih ministrov na mandat, pa največ različnih uporabnikov na Netflixa, nimamo zida. To se pošilja, to se šera. Mislim, ko to naštevam, a nas sploh še zanima tujina, pa njihovi rekordi. Američanka Donna Jean Van je v planku zdržala kar 4 ure in pol. In Boris Tomašič je na stolu sedel 73 ur. Alo, 4 ure plenka ali pa 73 ur na stolu, ne glede na to, ko je trd ali pa mehek. To je trdo. Imam mucko gor. Ne pomaga, tudi če imaš blazino spodaj. Malce sem že v letih, jaz tudi ne. Pa še navadno je, včasih kaj preščipne človek, ki sede. Še kaj? Dvomim, da bom impresioniran. Rekorder v najbolj tetoviranem telesu je pa tokrat Experience Forezina, ki ima 99% svojega telesa potetoviranega. Devetindevetdeset cela 98% telesa potetoviranega. To je pa malo tako. Zdaj me zanima, kaj na ženskem telesu je pa veliko 0,02%? In zakaj? In dajte mi povedati, zakaj teh 0,02% nima tudi potetoviranega? Če bi rekli, 60% je potetoviranega, 40% ne, rečem, ok, logično. Intimni deli so zunaj, kaj pa 0,02? Čeprav tudi tle sumim malo na tega, ne? Če sem iskren, to je Amerika. A mislite, da si ona delala to pri polni zavesti, dajte nekaj? Pa tudi če že, lahko je imela prijaznega, nežnega tattoo artista, da ni bilo v nobenih mukah. To je tattoo, ki je 100% bolel. To je tattoo, ki je bolel. Tega je delal Miloš VLA. Okay? En ta delfinček je bolj bolel kot 99,98% pri tisti ženski, 100%. Pismo, še zdaj ne vem, kaj je tistih 0,02%. Niti ko je tem tipu ime. Ko enkrat nisi več na funkciji, te pozabijo. Zdaj pa preden gremo na oglase, dajmo si pogledati še novičko iz rubrike Idealno darilo za taščo. V več krajih v Libanonu in Siriji so odjeknile množične eksplozije. Eksplodirali so pozivniki članov Hezbolaha, ki jih uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Baje jih delajo v Evropi. Pohite, preden jih zmanjka. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.